Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dober večer. Knjižnica Brežice in klub Gaja organizirata predavanje Obrezovanje okrasnih grmovnic. Kaj so grmovnice? To so lesnate rastline z več deli. Kako jih obrezujemo oziroma pomlajujemo in oskrbujemo, o tem nas bo podučila gospa Loreta Lahovič. Spoštovana gospa Loreta, dobrodošla v knjižnici Brežice. Pozdravljeni. Danes imamo predavanje Obrezovanje okrasnih grmovnic. Kaj so grmovnice? Torej, zelo enostavna definicija. Grmovnice so trajne lesnate rastline, ki praviloma imajo več vrhov. Se pravi, v tem se razlikujejo od dreves. Pozimi cvetoče grmovnice, kar nekaj jih je, jih poznate. A pri vas doma že kaj cveti? Kaj pa cveti? Hamamelis, takole, zimski cvet. Potem tale lonicara, kurkuzi, ki je bolj redka v bistvu. Kakšna je razlika med obrezovanjem oziroma pomlajevanjem grmovnic? Praviloma obrezovanje izvajamo zato, da spodbujamo cvetenje za boljšo pri rodnih rastlinah, da imamo več plodov, mogoče, da oblikujemo, da imajo obliko tako, kot si mi želimo, da se vklopijo v določen prostor. Pomlajevanje pa pomeni, da grmovnicam podaljšujemo življenjsko dobo. Bistvo je kaj pri obrezovanju? Izrežemo tiste, kar so mrtve, stare veje, kar je poškodovan les, krošnjo odpiramo, zračimo in prikrajšujemo vedno nad brstom ali nad razvejanjem vej, da odrežemo, to je nadvajanje, ali pa prikrajšamo nad brstom. Vse odvisno od tega, koliko velik grm želimo obdržati, po kakšno obliko. Tu se gre samo za obrezovanje, v bistvu za to, da nam bo dobro cvetelo in da bo krošnja zračna in zdrava. Pa jo zadržimo nekje v neki, ampak tu ne delamo zdaj nekih oblik, recimo, da friziramo, da hočemo zmanjšati obliko. Ampak to je predvsem namenjeno temu, da bo rastline se lepo obraščale, da bo lepe košate in da bo kvalitetno cvetele. Kako delimo grmovnice? Grmovnice imamo listopadne in vedno zelene, pa to ni dovolj podeliti, ker pol so pa še plezave, dejansko tudi štejemo med grmovnice, so tukaj tudi posebna skupina vrtnice, ampak njih praviloma ne štejemo med klasične grmovnice, ampak čisto v svojo skupino. Potem pa majhne okrasne grmovnice, kot je krčnica, tako rumeno cveti, kot pokrovna rastlina bolj, potem so rese, so petoprsniki, potem so sivke. Pri teh majčkenih grmovnicah je pa zelo pomembno, da jih vsako pomlad temeljito porežemo. Ali pa jih porežemo, temu rečemo bolj kot ne na balin, ali pa vsaj temeljito izrežemo, tudi če nočemo imeti čist pri tleh, lahko pustimo malo višje, ampak vseeno po celi rastlini. Recimo sivka, ogromno vprašanje okrog sivke. Tudi nuja ni, da jo obrezujemo, vendar če ne obrezujemo, v parih letih imamo grm, ki visi na vse strani, ki cveti tu pa tam, ki se začne lomiti, spodaj je ogolelo, suho, od grma nimamo nič. Mi pa želimo dekorativno rastlino na vrtu. Kako časovno obrezujemo grmovnice? Torej, čist na kratko mogoče, tiste, ko cvetijo po zimi in zgodaj spomladi, obrezujemo po cvetenju, ko cvetijo pa poleti, lahko zgodaj po zimi ali pa zgodnjo pomlad ali pozno po zimi. In vedno zelene rastline rajši obrezujemo v vegetacijski dobi. Ali grmovnice potrebujejo zeleno rez? Nujno ni, dostikrat pa je dobro, zato da umirimo rast in da jih zadržimo na tistem volumnu, kar mi želimo, ali pa obliki. Kako je v Sloveniji zastopana zasaditve za grmovnicami? Grmovnic je veliko. Kar jaz posebno pogrešam je, da se bolj vključujejo v nasade v vrtove avtohtone grmovnice, da se vključujejo grmovnice, ki so istočasno uporabne, recimo aladren in podobne grmovnice, in da bo čim manj tujih rastlin, recimo za žive meje, naj bojo cvetoče,
žive meje, ki se spreminjajo skozi letne čase, ne pa dolgočasne tuje. Katere so avtohtone grmovnice? Avtohtone grmovnice so pa tiste, ko rastejo v našem domačem okolju. Torej vse, kar najdemo v gozdu, v naravi, tisto lahko tudi prenašamo v naš vrt. Ko potujete po Sloveniji, v katerem kraju ste zasledili najlepšo živo mejo? To pa je zelo težko vprašanje in tudi bom težko odgovorila. Vsak kraj ima nekaj zanimivega, vsak je v nekem dober. V tem trenutku mi ne pade na pamet, da bom rekla, ta živa meja je najlepša. Mogoče se najbolj spomnim nekje v Prekmurju, enih vrtov, ki se zelo potrudijo, ki zelo delajo kombinacije, delajo na pestrosti. To je pa podobno tistemu, kar sem že na začetku kazala, kaj pomeni, enako pri vedno zelenih, kot pa pri tistih listopadnih, kaj se zgodi, če porežemo, če izrezujemo sem pa tja, se pravi bistveno pozneje nam oboli od spodaj, če lepo čistimo in enakomerno izrezujemo, če pa režemo vedno enako, potem pa bomo tudi tukaj dobili ozeleneno samo na vrhu, od spodaj bo pa gola in bo propadala. Pa še, mogoče, da sam ponovimo, pomlajevanje, listopadne rastline pomlajujemo rajši po cvetenju, zimzelene pa tam pomladi, to pomeni toliko močnejša rast, to ni tista redna rast, ampak res zelo močna rast, da skoraj do polovice porežemo rastline. Pri listopadnih lahko gremo tudi do 5 do 8 cm do pritleh, čist pritleh, da potem spodbudimo, da se nam ena taka živa veja ponovno obraste. Ko je enkrat grmovnica starejša, recimo deblo že naredila, princip je isti, samo da je to deblo je starejše in to je neka debela veja in iz te veje na tem lanski poganjek spet odrežemo na par očes. Tisti lanski poganjek štejemo, kot da je na samo rastlina, samo da je tukaj malo više. In leta, jaz imam eno vrtnico, ki je zdaj že, mislim, da bo imela zdaj 28 let, ko je deblo že tako grdo, ko sem že zdavnaj mislila nič od nje, ustrajam z rezjo, ustrajam, da vidim, koliko bo živela. In konstantno, vsako leto metrska pačajevka. Ampak do 2,5 metra so poganjki in pol taki cvetovi gor. Je pa res, pač režem jo zelo močno, malo tudi preizkušam, koliko bo zdržala na nek način, že od začetka, ampak da se z rezjo tudi, ker ta vrtnica bi že pred 10 leti sigurno lahko že, če ne bi bilo obrezovanja, bi že itak dol padla. Cenjeno občinstvo, zahvaljujem se vam za obisk, gospe Loreti za izčrpna predavanja. Vas pa vabim, da se nam pridružite na prireditvah, ki jih imate predstavljene v napovedniku. Za danes pa hvala.